Evo, zdaj pa gremo v drugi del predstavitve in kaj pa nismo skrbspali. Če ste veste, da je vlada je že predstavila pač uresničevanje tele koalicijske pogodbe, tam je na Ministrstvu za finance boste našli, da je od nekaj čez 76 stvari, 12 jih nismo naredili. Te 12 stvari bom tudi razložil, zakaj pravzaprav gre. Od teh 12 je, rekel, ena najbolj pomembna je sprememba zakona o računskem sodišču. Sprememba zakona o računskem sodišču je potrebna. Mislim, da je da je to treba uresničiti, da moramo tudi posodobiti in pa v naš pravni sistem uvesti ravno, bi rekel, najboljše izkušnje v državah, ki so lahko nam zgled za to, in to so države OECD-ja in pa sploh strokovno javnost, da se to naš sistem posodobi. Veste, da je v tem bilo zelo veliko razprav, v letu 2004 je bilo še, v letu 2000 je bilo že sprememba zakona je bila uvedena. Ta sprememba zakona ni zadovoljiva, mi imamo, dejansko je zakon pripravljen, ampak smo se pa tega lotili za zelo resen način, ker to so spremembe sistemske narave, ki je treba jih izvajati izven, rekel, nekega političnega tona, takšnega pa drugačnega, zato smo tudi se zavzeli, da je prišlo do nekih zelo poglobljenih strokovnih analize in primerjava sistemov v drugih državah. Zakon je pripravljen, ni bil pa pravočasno pripravljen za obravnavo v tem obdobju. Je pa to pač darilo prihodnemu mandatu, da jim ne bo treba znova začeti. Ta zakon je pripravljen, seveda novi odgovorni, takšni pa drugačni, bodo imeli možnost to pregledati in njemu ne bo treba znova začeti. 10 drugih dodatnih stvari, ki pa tudi tam manjkajo, so pa vse del spremembe zakona o javnih financah. Tudi tukaj je pa Ministrstvo za finance, to je ponovljeno, to je sistemski zakon, ki pa zahteva, rekel, zelo poglobljeno analizo, to stvar je tudi potekala. Zakon ni, rekel, pripravljen tako dokončno, že v zadnji verziji, že za obravnavo na vladni ravni, kot je zakon o računovodstvu, prav gotovo je pa napredek tudi v ocenu, tam nekje 98%, je tudi pripravljeno, ampak ni bilo pravočasno izvedeno, da bi še v tem mandatu, v teh zadnjih 3 mesecih lahko ta zakon obravnava. Je pa, strokovne službe so temu posvetile zelo veliko časa, na podlagi izkušenj ne samo tega mandata, gre se za, kot pravim, to so vprašanje sistemske narave, ki so zelo pomembni in upam, da tudi to bo, ne glede na to, če se vlada spremeni ali se ne spremeni, Ministrstvo za finance kot tako ostaja, strokovne službe so svoje delo v veliki večini že opravile in mislim, da bo v novem mandatu tudi to delo se uresničilo in pa da bo prišlo do teh sprememb.